No in kot zadnji ukrep je ukrep, ki je vezan na zavarovalnice in na obnašanje zavarovalnic, kot smo mu priča danes. Vse, kar pride iz Zavoda za zdravstveno zavarovanje Republike Slovenije, so neki ukrepi, ki zapovedujejo, ki ukazujejo, kako naj zavodi oziroma ki zapovedujejo procent znižanja stroškov v zavodih. Ne pa kako naj to znižajo, ne pa da bi zavod naredil to, kar bi moral, torej to informacijsko podporo, kajti na zavodu je 100 informatikov zaposlenih in če bi danes imel zasebnik 100 informatikov, potem bi se vprašali, kaj je na koncu leta njegov rezultat, ne samo na nacionalnem nivoju, ampak tudi na mednarodnem. Nujno je torej napraviti iz strani zavoda tisto podporo, za katero je odgovoren, za katero ima denar, ima ljudi in potem s tem temu navštric tudi iskati priložnosti za racionalizacijo stroškov, najprej pri sebi, potem pa tudi pri ostalih zdravstvenih zavodih. Danes se dogaja res ta način monopolnega obnašanja Zavoda za zdravstveno zavarovanje. Zraven imamo še Vzajemno, odkoder je bilo evidentno, da se denar troši neracionalno, da posamezniki bogatijo tam, to smo imeli priložnost slišati tudi iz medijev, da imamo neko čudno situacijo, kjer je bila postavljena prisilna uprava, ki danes recimo upravlja za več kot 200 milijoni evrov denarja. In smiselno bi bilo te dve zavarovalnici na nek način združiti, racionalizirati, kajti s tem bi se marsikaj racionaliziralo, da ostane to kot osnovno zavarovanje, da pa se hkrati s temu razvijajo dodatna zavarovanja in dodatne zavarovalnice, ki danes pravzaprav igrajo neko tako vlogo bledo ali pa vlogo, ki ni pregledna, kajti nihče danes ne ve, kaj je plačano iz osnovnega zavarovanja, kaj pa iz dodatnega. Enostavno, mi plačamo vsak mesec v Vzajemno ali v Triglav ali kamorkoli, plačamo 20 oziroma 25 evrov, nikjer pa ni razvidno, zakaj ta denar gre, ker nazadnje gre vse v isti koš, samo iz dveh institucij in predvsem nepregledno. Torej, tukaj gre za to, da mora biti jasna cena tudi zdravstvenih storitev, da more zavarovalnica poskrbeti za enakomerno plačevanje posameznim zavodom, ne da so danes tisti, ki so bolj priljubljeni ali so na pravi politični strani in imajo večja sredstva plasirana za popolnoma enak primer za enako storitev kot nek drug zdravstveni zavod na drugem koncu Slovenije. Torej, tudi tu gre za eno veliko odgovornost neenakomernega plačevanja za enako storitev. In s tem se velikokrat plača administracija, ne pa kakovost zdravstvene storitve, ki bi jo pacient naj pridobil. In to, da zavarovalnica vnaprej zna napovedati izgubo, da je to postalo pravzaprav nekaj popolnoma normalnega, je nesprejemljivo v tej družbi, da je jasno mora biti povedano in seveda tudi izvajano iz strani zavarovalnice obvladovanje vsega za sredstvi, ki vidimo, da nam so ali da nam bodo na razpolago. Ko sem jaz zagovarjala resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva v parlamentu leta 2008, je takratna opozicija planila, zakaj ne predvidevamo povečanja procenta družbenega bruto proizvoda za zdravstvo. Jaz sem zagovarjala, da ne, da ostane enak, celo za 0,1% je znižan na koncu v letu 2013. Danes pa smo v situaciji, ko postaja tudi to vprašljivo. Tudi to, z ozirom na to, kaj se dogaja z gospodarstvom. Sploh pa se seveda vrednost
sredstev, ki se pretečejo v blagajno, se bo pa iz leta v leto tudi manjšala in se že manjša z ozirom na tako slabo gospodarjenje, kot ga pri nas imamo. Torej, priložnosti v zdravstvu je veliko, lahko jih pa razdelimo na 3 prioritetna področja in če se bo v teh prioritetnih področjih napravil premik naprej, potem ne bi smeli imeti skrbi, da bomo zboleli. In ne bi smeli imeti skrbi, kadar smo bolani, da sploh smemo k zdravniku.